Nova Slovenija je stranka, ki vedno poudarja, da je treba spoštovati človekove pravice od spočetja do smrti, da je treba vsakomur zagotoviti dostojno in varno življenje. In dolgotrajna oskrba je pravzaprav to. Randljivim ljudem, ki potrebujejo pomoč, podporo pri opravljanju temeljnih, podpornih storitev, zagotoviti le to. V Sloveniji se zakon o dolgotrajni oskrbi pripravlja že več kot 15 let. Bil sem zraven, ko se je tam v mandatu vlada Dimovskega, ko je bil on minister, prvič pojavila ideja, kako rešiti problem oskrbe, predvsem starejših oziroma teh ljudi, ki potrebujejo veliko podpore. Več kot 110, več kot 115 besedil je bilo poznanih v javnosti. Ta vlada je prevzela odgovornost, se je posvetovala z vsemi deležniki in pripravila predlog zakona, ga sprejela. Prvič se je izgodilo, da je vlada sprejela predlog in ga poslala v Državni zbor. Prejšnji teden je bilo prvo branje in verjamemo, da smo z vsebino prepričali poslance in bodo danes potrdili predlog zakona v prvem branju in ga ocenili za primernega za nadaljnjo obravnavo. Ministrstvo za delo, minister Janez Cigler Kralj, je bil oziroma smo ves čas mandata te vlade aktivno sodelovali pri pripravi predloga. Namreč matično ministrstvo je Ministrstvo za zdravje. Mislim, da leta 2017 je bilo predlog zakona oziroma materija prenešena iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za zdravje. Naše ministrstvo je prispevalo ključne rešitve v naših domenah. Namreč, spomnite se hearinga ministra Janeza Ciglerja Kralja v Državnem zboru, kjer je izpostavil 3 prioritete svojega dela v mandatu. To je dinamičen trg dela, pregleden sistem socialnega varstva in zagotovitev dostojnega življenja v starosti. In na ministrstvu, v vladi, to delamo. Spomnite se, da so bile v našem mandatu, je bila dvignjena minimalna pokojnina za polno pokojninsko dobo na 620 evrov. Dvignjene so bile invalidske pokojnine. Sprejet je bil zakon, ki ponovno ureja na primeren način nadomestilo za telesno okvaro. Dvignjeno je bilo nadomestilo za izgubljeni dohodek za enega od starša, ki ostane doma zaradi skrbi za težko bolnega oziroma otroka s posebnimi potrebami. In obenem še dodam, smo zagotovili bistveno več sredstev za inštitucionalno varstvo. Na eni strani za zagotovitev bolj varnega, bolj zdravega okolja, v katerem živijo starejši v domovih. COVID-19 je pokazal, da so bivalni pogoji večini domov, predvsem v javnem sektorju, slabi. Zato smo zagotovili bistveno več sredstev, tudi iz evropskih razpis REACT, 93 milijonov za izboljšanje pogojev iz 3 posteljnih sob na 1-2 posteljni in tudi za zagotovitev tako imenovanih čistih poti. Obenem smo pa v integrali zagotovili tudi 2 letih 30 milijonov evrov za nove namestitve.
Zadnji javni zavod, ki je bil zgrajen iz integrale, je bil zgrajen tam leta 2005. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je torej neka nadgradnja, povezuje vso to skrb, ki jo Nova Slovenija kaže za kvaliteto življenja v starosti, oziroma ki jo ta vlada, ta koalicija kaže v ta namen. Zakon torej predstavlja 5. steber obveznega socialnega zavarovanja. Predlog zakona ne ruši sedanjega obstoječega sistema, ampak ga preoblikuje v nek nov celovit sistem. Preprosto, Slovenija je namreč starajoča družba, delež starejših se povečuje, tako recimo bo do leta 2030 se kar precej povečal, povečuje se tudi delež ljudi, ki zbolijo za demenco, in zato je pač potrebno poskrbeti. Zakon ureja pravice, ki bodo, v katerim bo zagotovljena oziroma bo urejen oskrbovalec družinskega člana. Tukaj smo na ministrstvu bili zelo odločni. Družinski pomočnik, to je sedanji družinski pomočnik, se preimenuje v oskrbovalca družinskega člana. Komisija za peticijo v Državnem zboru nas je opozorila, da je nadomestilo, ki ga prejemajo, nizko, niti minimalna plača ne. Skrbijo pa 24 ur za svojega družinskega člana, ali enega ali več. In predlog je, da se višina dvigne na 1,2 kratnik minimalne plače, če skrbiš za enega, če skrbiš za dva, na 1,5. Ob tem pa se zagotavlja tudi 21 dni počitka za oskrbovalca, torej bo zagotovljena nadomestna oskrba v institucionalnem varstvu. To je bilo vztrajanje in to je tudi predlog ministra Janeza Ciglerja Kralja oziroma našega ministrstva. Pravica do institucionalnega varstva. Vsi vemo, da so čakalne vrste, da vsi starejši ljudje, ki že potrebujejo institucionalno varstvo, ne morejo in da je tudi Slovenija ni enakomerno pokrita z možnostjo bivanja v domovih za starejše. S tem zakonom bomo to zagotovili. Zagotovili bomo, da bodo domovi še vedno ostajali drugi dom. Drugi dom bo dom za starejše, s tem pa, da bomo pa omogočili tudi tem, ki potrebujejo pa zelo, zelo veliko zdravstvene nege, možnost bivanja v za njih prilagojenih domovih, to so tako imenovani negovalni domovi. Ti bodo v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Poudarjamo, da je prva storitev, prva možnost, ki si jo želi vsak starostnik, praviloma, življenje doma, dokler lahko živim doma. Zato bo bistveno večji poudarek, bistveno večja možnost pravica do oskrbe na domu. Vemo, da je to trenutno v pristojnosti občin, kot koncesije, tudi občine razpisujejo, zopet je zelo velika razlika po Sloveniji. Zagotovljen bo centralni vir financiranja, to je iz sredstev zakona za dolgotrajno oskrbo. In zadnja pravica bo denarni prejemek. Vsakdo, ki se bo odločil, da ne bi koristil torej teh pravic, bo imel možnost prejeti denarni prejemek. Odvisno seveda od potreb, ki jih ima z vidika oskrbe. Morda v zvezi s tem velja še povedati, no in pa dodatni storitvi sta še e-oskrba, pravica do e-oskrbe, sofinanciranje, torej da ko živim doma, imam možnost preko teh IKT tehnologije, da si zagotovim tisto najbolj nujno oskrbo, če jo rabim, in pa sofinanciranje, in pa storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, torej to je sofinanciranje načrtov za prilagoditev stanovanja in podobno. Vrste storitev so pa pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, pomoč pri podpornih
dnevnih opravilih, zdravstvena njega povezana s temi opravili. Pomembno je, da bodo te storitve, temeljne in podporne, plačane 100% iz zavarovanja. Primer, v domovih za starejše trenutno so zdravstvene storitve krite iz zdravstvenega zavarovanja, medtem ko pa hotelski del in socialno oskrbo jo pa plača stanovalec sam. Ko bo zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet, ko se bo začel v polni meri uveljavljati, to je z letom 2025, bo v celoti krito delež vsa ta socialna oskrba in tisti del zdravstvene storitve, ki bo šel v socialno oskrbo, kar pomeni, da mora biti bivanje v domu za stanovalca cenejše, kot je zdaj, oziroma največ na enaki višini. Praviloma pa cenejše. Zdravstvene storitve, čiste zdravstvene storitve bodo seveda tudi v prihodnosti financirane iz zdravstvenega zavarovanja. Financiranje, o tem teče zelo veliko razprave. Stališče Nove Slovenije, stališče Ministrstva za dela je, da mora biti sistem financiranja dolgotrajne oskrbe pregleden in vzdržen, predvsem z vidika javnih virov, in mi že imamo vzpostavljen sistem financiranja teh storitev preko pokojninskega zavarovanja, preko obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, ali pa tudi in pa z vidika uporabnika, pa mora biti sistem dolgotrajne oskrbe ravno tako pregleden, mora biti dostopen in ne sme poslabšati njegovega materialnega položaja ali položaja njegovih družin. Glede na to, tukaj je precej kritik, tudi v Državnem zboru v prvi obravnavi je bilo veliko razprave o tem, da je sistem, da zakon ne zagotavlja trajnega, stabilnega financiranja. Z zakonom bo zagotovljeno financiranje do leta 2025, v vmesnem času mora biti sprejet poseben zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakaj? Ta vlada se leto in pol sooča s covidom in reševanje zdravstvene in socialne problematike povezano s covidom. Po drugi strani pa ta trenutek tudi tako razgreta politična in druga situacija v državi, da je težko pričakovati nek miren, strpen dialog o tako pomembni temi. Zato smo zagotovili za čas prehoda stabilno financiranje. In sicer del sredstev se bo prenesel iz sedanjega pokojninskega zavarovanja, del sredstev se bo prenesel iz zdravstvenega zavarovanja, razliko krije državni proračun. To je podobno kot pri zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Novi Sloveniji seveda podpiramo ta miren prehod, dolgoročno pa seveda računamo, da bo še kakšen drug vir mogel biti, ker financiranje mora biti razpršeno. Ali je tukaj le dolgotrajno, demografski sklad, recimo, lahko pa tudi še kakšen drug vir. Ampak o tem, ko bo razprava potekala o financiranju dolgotrajne oskrbe. To je morda tako za uvod. Kot sem že čisto na začetku rekel, Novi Sloveniji podpiramo predlog zakona. Na Ministrstvu za delo smo sodelovali pri njegovi pripravi in pri iskanju ključnih rešitev z področja našega ministrstva. Mi verjamemo, da smo po posvetovanju z deležniki najdel tiste rešitve, ki so lahko dobre in so potrebne za Slovenijo. Seveda pa smo, tako kot tudi matično ministrstvo oziroma koalicija, ki stoji za tem predlogom, pripravljeni v času obravnave drugega branja, torej pri matičnem odboru,
na spremembe, s katerimi bi morda to, kar nas opozarjajo nekateri na to, da je zakon morda nejasen ali pa nedorečen, da najdemo rešitve, ki bodo doprinesle k temu, da bo zakon potem tudi sprijet.